Evo, jaz sem stisnila continue, ti si pa skin zvok, kar je grozen. Ok. Ok, cool. Evo, skratka, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Jaz imam tukaj odprt tudi chat, tako da bom videla, če boste karkoli pisali. Med samim, v tem prvem delu boste imeli ugasnjene mikrofone, pa to, potem vas pa definitivno povabim na vprašanja in pa na odgovore. Kar pomeni, da lahko pišete. Lahko pišete že tudi kaj sproti noter in vam bom seveda z veseljem tudi odgovarjala. Danes me je en kup podjetnikov klicali, alo, kaj je s tabo, danes imam celo frej, boš imela, ne morem tega gledati. Kajti ogromno podjetnikov zanima ta tematika iz področja biohackinga, ki je v bistvu povezana s tem, da kadar delaš, da res delaš in da kaj narediš, se pravi, je povezana z produktivnostjo. Po drugi strani pa je ta tema zanimiva veliko ženskam, ki se mogoče spopadajo s kilogrami, nekateri pa imajo pač zdravstvene težave. Zdaj pravzaprav niti nima veze, iz kakšnega ozadja, iz kakšne zgodbe zadaj boste to predavanje ali pa to mojo izpoved poslušali. Kar je tukaj pomembno je, da lahko praktično nekaj potegnete iz tega. Torej, sam znanje, dodatno znanje vam lahko prinese pravzaprav sam še več pritiska, ki ga zganjate nad sabo, zato bo vse, kar vam bom povedala, zelo, zelo praktično v tem smislu. Jaz sem si zamislila, da vas bom danes čez tole zgodbo peljala na takšen način. Kljub temu, da sem delovni terapevt, da sem naredila zdravstveno fakulteto in imam številna druga izobraževanja, vam danes ne bom nič težila o molekulah, pa nič vam dejansko ne bom težila o takih znanstvenih zadevah, ampak bom povedala vse skupaj čim bolj po domač, zato da bo pač dejansko ljudsko in praktično. In v prvem delu vam bom povedala neko mojo zgodbo, kako sem jaz prišla v bistvu in v to znanje in v moje lastne izkušnje. Potem vam bom pa malo povedala, kaj je dejansko ozadje vsega tega in kaj se v bistvu tudi zgodi, ko nehaš jesti sladkor, kaj se zgodi prvih 20 minut, kaj se zgodi že prvi dan, prvi teden in tako naprej in v čem je fora vsega skupaj, ker daleč od tega, da bi bilo to, da nehaš jesti sladkor, povezan samo s kilogrami. To je en zelo nepomemben stranski efekt, ki ga boste dosegli. Zakaj govorim, da je nepomemben? Ne zaradi tega, ker ni nepomembna naša postava. Naše telo je naše svetišče, to je ful pomembno, ampak pomembno zaradi tega, ker boste toliko ostalih stvari pridobili, ki vam bodo na vse zadnje toliko bolj vredne, kakor pa samo to, da izgubite tistih par kilogramov, pač kar se tega tiče. Tako da bomo šli po teh točkah, potem pa definitivno čas dejansko za vprašanja. Zdaj, če bi govorili o čustvih, pa če bi govorili o duhovnosti, pa če bi govorili o čemarkoli na tem svetu, vse skupaj se dejansko začne z otroštvom in tudi pri meni tale moja zgodba se dejansko začne v tem času in sicer jaz nisem marala mesa. Torej, ne zaradi tega, ker bi moji starši ne to jedli, moji starši so to uživali, normalno, niti nisem vedela, da vegetarijanec obstaja, ni mi bilo jasno, kaj je to sploh, kako je, ampak meni enostavno meso ni pasalo, v nobeni neki obliki, da bi ga jaz lahko uživala, mogoče v smislu nekega pohanja, da sem ga mogoče še malo spravila, drugače sem pa večino celo otroštvo skrivala, da ne jem mesa na ta način, da smo imeli dva zelo velika psa in to je bilo, noter so živeli in to je bilo lahko skrito, pač psi so tisto pojedli in to je bilo to. Zdaj, moja mama je krasna mama in je najboljša mama, ampak ni pa ne vem kaka zdaj kuharica inovativna, v tem smislu in jaz sem bila tudi zelo izbirčna in včasih je delala po dva različna kosila, samo zato, da je nekaj dejansko v mene spravila. Ampak poanta je, da sem jaz bila v otroštvu bolj ali manj podhranjena, kar se tiče beljakovin in s čim sem to dejansko kompenzirala?
s cukrom, sladkorjem. In to mi je v bistvu dal tisti občutek, da zdaj pa nekaj je. Vsak dan iz trgovine je bilo nekaj sladkega, pa zmeraj so bila kakšna praznovanja in take in drugačne stvari. In mi, če pogledamo v naše otroštvo, če pogledamo pač, kako je bilo včasih, je bil res wow, da si ti nekaj sladkega dobil. Kakor tudi meso se je to dobilo na, ne vem, vsake toliko nekaj časa. Danes živimo pa v totalnem obilju, ker imamo polne riti vsega in je vsega preveč in na pretek, hkrati pa smo sprogramirani, da nam sladkor v bistvu prinaša neko ugodje, da nam zapolni neko praznino. In valjda, z cukrom v bistvu tudi nagrajujemo. Otrok je priden, dobi sladkor. Nekaj se praznuje, se imamo fajn, družina je skupaj, so si vzeli cajt. Kaj je na osrednji točki? Torta. Torej znova cuker. In okrog sladkorja imamo mi v bistvu cel kulturni portal, ki se zgradi na tem, da je to dobro, da je to fajn, da je to tisto. In kaj se je v bistvu zgodilo pri meni? Pri meni se je definitivno zgodilo to, da je sladkor postal moja nagrada in kasneje tudi moja kazen. Se pravi, zmeraj, ko sem bila v tem, kakor nekaj slabega se je zgodilo, tretje, baš me boli kurac, in sem pojedla nekaj sladkega in sem dobila nek občutek, da se mi je zapolnila praznina. Zdaj, kaj se na fizični ravni dogajalo, o tem bomo govorili kasneje, kaj se pač s telesom dejansko dogaja in kdo je odgovoren za to obnašanje. Ampak najprej bi rada, da razumete to, da mi imamo nek odnos s sladkorjem že iz otroških let, ki je zelo, zelo čustveno vpleten. Torej, zelo čustven je ta odnos, pač, kar se tega tiče. In pri meni je bilo to toliko bolj ravno zaradi tega, ker nisem dobila nekih nadomestkov mesa nisem jedla, skrivala sem, tudi takrat v tistih cajtih, kaj bi pa dobil, sojin zarezek dejansko, pa še to mogoče malo težje. Tako da sem pojedla ogromno ogljikovih hidratov in valjda seveda veliko tudi sladkorja, Zdaj pa potem kasneje, valjda zadeve so šle gor, so šle dol, veliko je bilo prenajedanja v tem smislu, ker so bile moje celice sestradane. In karkoli se je šlo, lahko sem se obrnila na sladkor, ker sem vedela, to mi pa bo v bistvu dal nek občutek sitosti. In pri meni se je to razvilo do te meje, da se je pojavila tudi neka lažja in nediagnosticirana oblika bulimije. To pomeni, da sem po domače povedano bruhala. Kadar sem se preveč najedla, kadar je pač prišlo do tega in do tega je prišlo dostikrat. In potem skozi različne zgodbe. Najprej skozi zgodbe tega, da nisem znala regulirati, potem skozi zgodbo, zdaj sem pa tega toliko najedla, da nikoli več v lifeu ne bom mogla tega jesti. Se pravi, iz veliko skrajnosti. Potem se pa pri meni zelo hitro začelo dogajati to, da sem ogromno znanja pridobivati začela o hrani. Ne v okviru faksa, ker ne vem, če veste, ampak na zdravstvenem faksu pa na medicini se o hrani skoraj nič ne uči. V bistvu zelo osnovna zadeva, piramida, kakor ti jo dajo, bistveno naprej od tega pa nažalost ne grejo. Ampak vendarle sem začela pridobivati ogromno znanja o prehrani in to do te mere, da sem začela zelo obsojati. In to obsojati in gledati, kaj ima folk v nakupovalnem vozičku. In to dejansko je šlo v zelo take mere, da dejansko vidiš človeka, vidiš, kaj ima v vozičku in rečeš, se ni čuden, tole, cele diagnoze mu postaviš in vse ostalo. Hkrati pa se sam ne držiš določenih zadev, te butajo sem in tja in imaš pol občutek krivde glede tega in si ujet en tak vrtinec nekih kar precej močnih negativnih čustev, različnih. In potem, ko začneš pridobivati znanje o zdravem načinu življenja, o pravi hrani, nepravi hrani, to zelo hitro lahko postane za svoje domače. Jaz vem, da sem imela to obdobje, ko sem hotela rešiti cel svet, predvsem pa svojo familijo in malokrat se vidimo, ker oni živijo na Štajerskem, jaz pa ne.
In vsakič, ko smo se videli, sem jaz njim pridigala, kva oni morajo jesti in česa oni ne smejo jesti, ampak hkrati pa tudi mene zmeri povozil, ker je mama naredila kremšnite ali pa ker je mama naredila puding, kakor ga je včasih naredila. Tako da to je eno obdobje, ko začneš se zanimati za hrano, in to obdobje tega znanja in tudi, ko nudiš nasvete tistim ljudem, ki jih to ne zanima, zna biti kar naporno za ljudi in na konec koncev tudi zate. A ne? Tukaj bi lahko ogromno zgodb povedala tudi o svoji omi, ki je na žalost spremenila par mesecev, preden je postala babica, koliko sem se trudila, da jo rešim, dokler nisem ugotovila, da samo kratim njen čas. In skratka, bomo ostali pri cukru, pa bomo šli torej naprej. Potem pa sem imela eno zanimivo prijateljico, ki mi je enkrat, prav nikoli ne bom pozabila, bile sva na obisku pri eni tretji frendici in tam ona jamra, ja, pa bi rada malo to, pa bi shujšala, pa lej, pa ono, pa tretje, pa neki mecote, ne vem, niso prav, pa tako naprej. Hkrati je pa tam nažirala se s keksi. In jaz sem skoraj popizla, razumeš, jaz sem bila ono, pa kva ti ni jasno, baba, kva pa to žveš, ne? Ona zraven, nutricionistka, moja prijateljica, ona je bila pa najbolj mirna na tem svetu. In jaz pol njej rečem, daj ti me nekaj razloži. Pa kaj ti nisi nič rekla? Pa ona rekla, pa zakaj bi ji rekla? Glej, ko človek te nekaj vpraša, mu to poveš. Svojim znanjem ne posiljuješ drugih in ne dejansko jim ne šopaš, ker to nima smisla, ker dejansko nima veze. In to sem se potem res naučila in tudi lažje mi je bilo potem hendlati sama sebe. To je ena taka kar zanimiva zadeva. Potem pa se je pri meni recimo začelo to, da sem se na eni točki odločila, da bom mama in da bi imela otroka, in zato sem se 2 leti pripravljala na fizični ravni, da so šli ven različni toksini, ki jim pravijo ama v ajurvedi, in to je bil kar tak dolg postopek. Sledila sem enemu zelo, zelo težkemu, nabitemu, mojstrskemu programu, pravzaprav, ki mi ga je posredoval moj mentor Truth Kelkins iz Združenih držav, ki je res alfa in omega na tem področju in pravijo mu Jing Master, tako da sem si absolutno pomagala tudi z vsemi temi znanji. In ta protokol je bil brutalen, res brutalen, tudi s ketozo, se pravi, da se spraviš v ta sam proces in to stanje. In ja, dobesedno na nek način je bilo to kar kaznovanje, ampak kakorkoli, vse je šlo tako, kakor mora dejansko iti. Ugotovila sem, da je to bilo prehardcore zame, ker potem v času nosečnosti se mi je dejansko parkrat zgodilo, da vse tiste sladkarije, ki mi jih je mama futrala, ko sem bila majhna, sem jih hotela v tistem trenutku, kljub temu, da sem se držala. No, potem pa sem imela zanimivo igro s sladkorjem tudi kasneje, ko sem že rodila in Gaja ni spala. Kadar pa smo mi utrujeni, kadar smo pa mi izčrpani in vedno, kadar imamo premalo spanca, nas pa telo nagovarja k temu, da mi začnemo uživati sladkor. Zakaj? Zaradi tega, ker je to hiter fiks, ker je to hiter popravek naše energije. In s tem sem se kar borila, zaradi tega, ker je vendarle to nek tak kredit, ki ga je treba odplačati z zdravjem, absolutno, in je šlo potem tudi to čez. Zelo na kratko sem vam to svojo zgodbo povedala, ravno zaradi tega, da vidite, da sem s sladkorjem imela veliko takih in drugačnih izkušenj iz različnim delom. Zdaj pa lahko rečem, da sem recimo že 3 mesece povsem brez sladkorja, ampak se zato nisem odločila, prej sem, veš, one prestne sladičke, pa take in drugačne zadeve, zdaj niti tega več ne. Zato sem se pa odločila izključno zaradi tega, ker se drastično izboljša moja produktivnost, možgani delujejo 200% boljše,
in spremeni se tudi moje vedenje. Z drugimi besedami, postanem bolj prijazen človek. Jaz delujem dosti brez filtra, ravno zaradi tega, ker delam tukaj zelo veliko različnih stvari in zdaj, če bi si pri vsaki zadevi mogla dati neko masko gor pa nek filter, bi bila res utrujena. Zato delam dosti brez filtra in lahko postanem včasih manj, povem tako, kakor je, kar pa včasih ni najbolj lepo. In ravno to vam želim danes povedati, ker mislim, da se o tem veliko premalo govori. To naše obnašanje je pravzaprav zelo povezano s tem, kaj imamo mi v našem telesu in to ni nekaj, kar je naše. Zdaj, o čem govorim? Govorim dejansko o parazitih. Paraziti namreč zahtevajo sladkor in to do te mere, da če pridete v situacijo, kjer dejansko ste se ob 9 zvečer, ko so trgovine zaprte, pripravljeni usedeti v avto pa iti na bencinsko po čokolado, ker ste si jo tak fejst zaželeli, jaz bi vam rada povedala, da to niste vi. To obnašanje niste vi, to so paraziti. Paraziti namreč imajo tako moč, da dobesedno prevladajo naše telo v tem smislu, da nadzorujejo tudi naše obnašanje in tudi naše vedenje. In takrat, kadar ne dobimo onega sladkorja ali pa nam je nekdo, bog ne daj, v bajti to pojedel ali kakorkoli, ne bomo prav dobra družba, zaradi tega, ker bomo mogli dobiti sladkor. Mogoče se bomo na koncu zadovoljili z žlico sladkorja in kakorkoli. V energijskih duhovnem svetu bi vam rekli, da so vas prevzele lavre. Zdaj, na fizični ravni bi rekli, da so vas dejansko prevzeli paraziti. In paraziti niso stvar srednjega veka, ampak so stvar sodobnega sveta, so stvar tega, kar se še vedno dogaja. In če pogledam sebe, jaz sem prepotovala svet z nahrbtnikom in velikokrat spala na vlaku, na avtobusu, na plaži, ni da nikje, v džungli, milijonkrat. In valjda sem si navlekla vse razne vrste živih in neživih stvari, ki so bolj ali manj počasi hodile. Ampak problem teh parazitov ni samo to, da mi hrepenimo po sladkorju. Problem teh parazitov je dejansko tudi ta, da oni nam vse dobro trošijo. Okay? Se pravi, ti se tudi dosti trudiš, da imaš one zadeve, tretje zadeve, vitaminčke, ono tretje in to dejansko oni pokurijo. Kar pomeni, da si ti celično sestradan. In potem je zanimiv pojav tega, da mi, ko vidimo enega debelega človeka, rečemo, ko je tale debel, mater milo, ko sam žre. To je popolnoma napačna interpretacija. Pravzaprav je debel človek sestradan človek. Njegove mišice, celice so sestradane. In zakaj on tukaj je? Zaradi tega, da dobi hranila. Mi pa smo zdaj v času osiromašene hrane in to tako zelo osiromašene hrane, da so včasih mogli pojesti recimo tukle, danes moramo pa pojesti tukle, da dobimo isto količino hranil ali pa še več. In dr. Rudolf Steiner je povedal, da pravzaprav v tem stoletju bo hrana samo še naše polnilo in ne hranilo in to je dejansko tisto, kar se dogaja. In zdaj, če damo mi vse skupaj, torej imamo hrano, ki je že v osnovi zelo siromašena, se pravi, ne dobimo kaj dosti od njih. Iščemo hiter fiks, hitro energijo, tukaj je seveda sladkor. In potem paraziti, ki požrejo še tist malo hranil, kolikor jih mi dejansko dobimo in mi nimamo nič od tega. In potem imaš ljudi, ki rečejo, pa jem to, pa jem uno, pa jem tretje, pa dober jem, ampak nič se dejansko ne zgodi. Seveda, zaradi tega, ker ni nobene absorpcije. In tukaj je treba začeti zelo na osnovni ravni. In zdaj,
vsa švicarska, mogoče zdaj že malo kurativno govorim, ampak recimo švicarske bolnice, Paracelsus, vsi ti res učinkoviti sistemi, ki grejo ljudje noter, ki imajo težke diagnoze, kaj je prva stvar, ki jo zrihtajo? Prva stvar, ki jo zrihtajo, so težke kovine in pa paraziti, ker to je platforma za vse. Vsak, ki ima tumor, rakava obolenja, avtoimuno bolezen, ker rak je avtoimuna bolezen, zmeri je platforma to, da so prisotni paraziti. Vedno. In zdaj, če v to equation, torej, če v to formulo, ki smo rekli, malo hranil zaradi osiromašene hrane, pa veliko sladkorja, ki konkretno parazite širi naprej in naprej, če v to noter damo še to, da živimo v zelo stresnem času, kjer je visok kortizol zaradi vsega, kar se dogaja, ker tega nikoli prej ni bilo, ker prej nisi vedel, kaj se dogaja 3 države naprej, ker pač nisi bil tam. Danes prdne en na drugem koncu sveta in ti imaš danes že to po poročilih. Torej, več je stresa, več je vsega tega ostalega. Evo, če damo pa še to, pol pa tako in tako vidite, kje smo. In kje smo? Smo na točki, kjer smo bolana družba. In eden izmed razlogov, zakaj se je pravzaprav to zgodilo, zakaj je do tega prišlo, ker nimamo znanja. Zakaj nimamo znanja? Ker so interesi drugačni. In kakšni so interesi? Glejte, včasih na stari Kitajski so bili zdravniki plačani potem, koliko je bil narod zdrav. Torej je bilo zdravnikom v interesu, da so ljudje zdravi in zato so delali na preventivi. Danes so pravzaprav nagrajeni, kadar smo ljudje bolni. Torej, ni v interesu zdrav človek, v interesu je bolan človek. In če mi pogledamo, kakšen je healthy lifespan, torej zdravo obdobje, obdobje življenja, ko smo zdravi, se ta drastično zmanjšuje. Torej, zmanjšuje pa se tudi dočakana starost. Mi živimo v enem prepričanju, ne, včasih so živeli samo 40 let, zdaj pa mi živimo 80, 90, 100. Ne, mi moramo pogledati nekaj drugega. In nove raziskave kažejo, da se krajša healthy lifespan, torej mlajši že zbolijo in hkrati se krajša tudi življenjska doba. In to vse skupaj potegne vse te stvari in to so to, da imamo premalo znanja in premalo odgovornosti dejansko na sebi. Bom dala kar en čist preprost primer. Recimo, magnezij. Magnezij, 90% folka ima premalo magnezija. Pa kako je to možno? Kako je to možno, da imamo premalo magnezija? Na koncu imamo donat, na koncu imamo ogromno prehranskih dopolnil, ki pa več kot očitno ne delujejo. Zakaj ne delujejo? Zaradi tega, ker ni ta prave absorpcije. Zdaj pa, če mi nimamo magnezija v telesu, trošimo ga pa, če uživamo zdravila, če pijemo alkohol in če jemo sladkor. Ena molekula sladkorja pokuri 39 molekul magnezija. Torej, mi smo dobesedno 1:39. Tukaj se ne gre samo za sladkor, tukaj se gre za celo komponento encimskih in drugih procesov v telesu, ki se zgodi, obremenjujoče vranice, ki je že tako in tako obremenjena, vsega ostalega na psihološki ravni. Noro, vsi novejši, bom rekla, sodobni, napredni psihiatri po celem svetu, a veste, kje oni začnejo z zdravljenjem psihiatričnih bolezni? Oni ne začnejo več z antidepresivi, oni začnejo z črevesjem, začnejo s probiotiki. Ljudem, pacientom izključijo sladkor, kajti vsak človek, ki ima psihične težave, ima inzulinsko nihanje, nima sladkorja uravnovešenega. In to so prve stvari, ki se grejo. Ampak
ne pomisli se na to, da se na antidepresive in potem kaj? Imamo zdravila, ki spet kurijo minerale v telesu, sploh magnezij in smo znova in znova in znova in znova v začaranem krogu, a ne? Torej, zdaj pa gremo na parazite. Je do tukaj kakšno vprašanje? Da gremo pol naprej konkretno, na parazite, kaj imajo radi pa kaj nimajo radi. Hvala, Matej. Klepet ob kavi je najboljša oddaja pri nas, to je moja droga, črpanje koristnih informacij. Pusti ti koristne informacije, ti jih v live pripelj, to je ta pravo. Milan je prej vprašal, kaj je ketoza. Pogoogli, bomo zdaj govorili kaj drugega. Zelo simpel zadeva. Okej, če ni zdajle nobenih vprašanj, grem jaz na tole. Paraziti, če jih zdaj čistko pogledamo. Kaj imajo oni radi in kaj nimajo radi? Nimajo radi alkalnega okolja. Radi imajo kislo okolje. Radi imajo manj kisika, ker se bojo takrat dejansko bolj razpršili. Zdaj, bi vam pokazala sliko, če boste gledali kakšno oddajo, v oddaji smo pokazali sliko, ker paraziti niso samo v črevesju, pridejo tudi v oči, v možgane, v različne predele, a ne? Torej, oni ne marajo kisika, ne marajo kislega okolja in radi se futrajo dejansko s cukrom. Zdaj pa, kaj bomo mi naredili? Nikoli ne bomo šli takoj na to, da bomo nekaj sam izključili, pa nič ne bomo vključili. Zmeraj je treba začeti zamenjevati zadeve. In ne glede na to, zakaj se boste to lotili, kajti pri vseh protokolih, ki smo jih imeli v oddaji, glejte, mi smo posneli 4200 plus oddaj. Gostili smo več kot 3000 gostov. Veliko od tega je bilo duhovnih tematik, veliko od tega je bilo pa zdravstvenih tematik. Obravnavali smo od ščitnice, policističnih jajčnikov, neplodnosti, diabetesa, vse hormonske težave, od prostate naprej pa do ne vem kamorkoli vse. A veste, kaj ugotoviš po takih informacijah, po toliko znanja? Jebemtiš, vse ima isti štart. In ta isti štart je zmanjši cukor. Uravnaj kortizol, torej stresni hormon in potem inzulin, torej sladkor. Vse se začne tukaj. To je platforma za vse. In če narediš eno dobro zadevo v lifeu, je to definitivno ta, da zmanjšaš oziroma povsem izločiš, da dobiš to izkušnjo kot tako. To ti je najbolj. Zdaj, rada bi vam povedala, da imate na Klepetovi spletni strani ikonco brezplačno in tam imate 30 dni brez sladkorja izziv, kjer je zelo dobro napisan, pa bom pol povzela par stvari, kaj se zgodi že po nekaj minutah, v nekaj urah in tak naprej. Zraven imate recepte, da boste preživeli, zraven imate tudi napisan, zato da ti razumeš. Kaj ti? Kar sem jaz ugotovila. Lahko imaš ti znanje, kakor hočeš, ampak če ti tega ne dojameš, ti tega ne boš naredil. Enostavno ne boš prenesel v svoj life. In tudi, ko se zajebeš, greš štartaš znova. Pa spet narediš napako, pa greš dejansko nazaj. Ampak zavedanje počasi pride in potem je definitivno lažje. Ampak za štart se je pa treba odločiti. Torej, zdaj, mi smo rekli, paraziti ne marajo kisika, ne marajo kislega okolja in radi imajo cuker. Kaj to pomeni? Kaj bomo mi dodali? Dodali bomo klorofil, valjda. Klorofil v vseh možnih oblikah. Zdaj je čas, da si posadite vse živo. Torej, kodrolistnata, temnolistnata zelenjava, od kodrolistnatega ohrovta, špinače, vsega, ker to ni samo solata, da smo si na jasnem, ampak je vse, kar je temno zelen. Kalčki, mikrozelenje. A vi veste, jaz se leta in leta zabavam tlele iz telem našim srnam, ker zdaj moj dragi dela geodezično kupolo, da bomo to rešili sicer, ampak leta in leta se zabavam tlele z mojim vrtom, a hkrati ugotovim,
Mikrozelenje si pripravim in dejansko imam v parih dneh hranila taka, ki so večja od končne rastline, ki bo tamle na vrtu zrasla. Torej, vse te stvari, vsi ti načini, mikrozelenja, kalčkov, to so najbolj preproste zadeve in najbolj poceni zadeve, da spravite v svoje telo. Čim več zelenega, torej klorofil, 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 klorofil. Jaz si tukaj definitivno pomagam tudi z ekozelenjem. Kje ga pa imam? Aha, tlele. Jaz si definitivno pomagam tudi z ekozelenjem. Zakaj? Zaradi tega, ker včasih ne rata pojesti dovolj zelenjave. In tukaj noter je, prebrala v slovenščini, pšenična trava, vse ekološko, pšenična trava, ječmenova trava, klorela, pšenični kalčki, kalčki brokolijova, ječmeni kalčki, skratka trave, alge, kalčki in vse živo. Zaradi tega, ker mi s klorofilom prinesemo dejansko v telo kisik. Kadar imamo noter v telesu kisik, se vam ne bo dogajalo tudi to, da se sploh po kakšnem covidu naredijo krvni strdki, da pride do holesterola, da pride do pretiranega pritiska in vse te zadeve. Mi rabimo kisik v naši krvi, v našem telesu dejansko. In s klorofilom ga mi direkt dostavimo. In če imaš s sabo, jaz imam recimo eno tako zadevo, zmeri v torbici, kamorkoli grem, zato da ne napadam kakšnih čudnih zadev, evo, imam na voljo in si pripravim. Leta in leta sem iskala nekaj, kar ni ogabno, probala sem ogromno ogabnih stvari, tole je pa, ne bom rekla, da je kot tortica, ker daleč od tega, je pa za zdržati. In tudi ni panike to spiti. Tako da recimo moj oče tole zdaj uživa že kar dolgo časa, januarja je namreč zbolel za covidom, ima kar tako zanimivo zgodbo, on je bil namreč grafik in grafiki so včasih delali z res strupenimi barvili, ki so tiskali, in je kar precej težkih kovin imel noter in probleme, kakor astma. In covid ga je kar precej prizadel, je bil tudi dejansko hospitaliziran, imel je katastrofalno saturacijo in takoj, ko sem ga spravila na ekozelenje, on ima zdaj 99, to je noro dober in februarja je bil v bolnici, zdaj smo pa maja, 2. maja, in imel je že v aprilu dejansko pregled in so rekli sam, lej, ala ti vera, samo našopala sem ga z ekozelenjem, pa še z neparimi zadevami, zato da mu je razširili dejansko žire, prinesli noter kisik, da je zadeva cela zalaufala, da so se pljuča sprostila in je noro zadeva delovala. Tako da to je prvo. Torej, moramo spraviti čim več klorofila noter. In zdaj tukaj je ena napača. In sicer ta napača se lahko zgodi, ker reče folk, čuj, bom nehal jesti cukor, zaradi tega, da shujšam, in potem za večerjo jejo solato. Don't do that. Ne tega početi. Solata ni primerna za večerjo in solata ni dovolj hranljiva. Mi moramo gledati na to, da dobimo dovolj beljakovin. In moramo gledati na to zaradi rastnega hormona zvečer. In moramo gledati na to, da jemo hrano, ki bo dobro prebavljena. In ni čas za surovo hrano, niti poleti, zvečer v torej obliki neke solate. Na ta način hujšanja boste samo še bolj hujše in tega res ne delati. Torej, zvečer je dober čas za juho, zelenjavno juho, narejeno iz zelenjave, ki je bogata z beljakovinami. In če ste zdaj glih kar zvedeli, da imate zelenjavo, ko je bogata z beljakovinami, iskrene čestitke. Dajte se vprašati, od česa ima krava toliko veliko beljakovin. Ja, iz trave. In dajte se vprašati tudi, k vašemu psu ali pa mački ni nekaj v redu v želodcu, kaj grejo jesti?
travo grejo jesti. Grejo jesti zeleno, zaradi tega, ker vejo, da bo to zrihtalo. Ali imajo trakuljo, ali imajo parazite, ali so nekaj slabega pojedli, so neke parazitske zadeve, šli bodo jesti travo. In zato tudi mi moramo iti jesti klorofil. Nabirite dlakavo penušo, zunjo imate polno, krompirjevko, to je v vsaki hosti raste, to so divje rastline, če jih ne poznate, še mi bomo imeli tečaj nabiralniški zdajle v juniju, pa pejte z nami, pa boste videli, koliko zastonj hrane, pa najbolj hranljive hrane lahko dejansko dobite v gozdu. To je noro. To je dejansko noro. In ko to začneš jesti, na celični ravni se telo toliko nahrani, da tudi ne hrepeni več po cukru. In vse te zadeve so nam, dobesedno so nam na voljo. In zaenkrat so nam še dostopne, vprašanje je, kako bo s tem dejansko v sami prihodnosti. Tadeja, pol ti odgovorim. Torej, klorofil v vseh oblikah čim večkrat. Smuti so tudi okej, ampak pri smutijih vas opozarjam. Sadje pride v upoštev samo v dopoldanskem času. Popoldan ne. Sicer v izzivu 30 dni brez sladkorja imate dovoljeno sadje, ampak v dopoldanskem času alkohol pa striktno ne. Kajti alkohol je enako cuker. In ta folk, ki preveč pije, dosti jih neha piti in potem začnejo veliko sladkega jesti, zaradi tega, ker oni paraziti hočejo imeti ta cuker, ki so ga prej imeli z alkohola in se recimo zredijo. Tako da, tudi za alkoholike je pot, kako se skinejo z alkohola ali pa da manj uživajo alkohola ta, da začnejo jesti take zadeve, torej da zamenjajo, da grejo na en tak izziv. Pol druga zadeva. Minerali. Minerali so bistvenega pomena. Rekli smo, ena molekula sladkorja pokuri 39 molekul magnezija. Magnezij je zelo, zelo pomemben, ampak nam ga primanjkuje. Potem pa eni grejo na prehranska dopolnila in Bog ne daj nesreče, kupujejo one šumeče. S tistim si naredite več škode kot koristi. Potem imate tablete magnezijove. Tudi s tistim si ne naredite kaj veliko, ker, sorry, toliko enih polnil je noter v tem, oblika ni ta prava in če imaš malo slabšo absorpcijo, ker imaš prestreljeno črevesje, od tega ne dobiš nič, ravno obratno, dobiš dejansko samo še bolj zmešan cel sistem. Torej, dobri viri magnezija iz hrane so kakav. Ampak ne govorimo o unmu kakavu, ki ima noter cukor. Govorimo o kakavu, ki je presni, mogoče celo ceremonialni in torej pravi in čisti kakav. To ni nobena una Benquik mešanca. Bog ne daj nesreče, ti si sam cukor. In pravi kakav je grenek, ne sme se ga mešati z mlekom, ampak z vodo. In ta je najbolj potenten dejansko z magnezijem. Potem so tudi vse alge polne, butajo od magnezija, semena, različne stvari. Ampak kot smo rekli, hrana je precej izčrpana. Tako da tukaj moramo gledati, da posegamo čim bolj po ekološki hrani, čim bolj po sezonski hrani in čim bolj po divji hrani. Kajti nobena od stvari, ki jo kupimo v trgovini na sadno-zelenjavnem oddelku, nima niti po točko razno toliko mineralov in toliko vsega vse, mikroelementov vse, kolikor tisto, kar naberete dejansko v naravi. Ni primerjave, niti slučajno. Zato še enkrat, dajte se naučiti prepoznavati in uživati divjo hrano, ki vam je na voljo in s tem boste dobili res dosti tega. Uživam pa jaz, sploh v poletnem času, magnezij v obliki mineralnih kapljic, ionskih, tole izgleda takole, in to tudi prežene parazite iz našega telesa, ker formira totalno alkalno okolje. Torej, če bi zdajle zmerila pH vrednost, kje pa imam pH lističe?
Če bi zdajle zmerila pH vrednost, spijem eno Coca-Colo ali pa požirek alkohole, si zmerim v slini pH vrednost, bom imela zelo, zelo, zelo kislo. Ko bom spila eno kapljico tega v vodi, bom imela takoj alkalno. Torej, zadeva alkalizira. In kadar imamo mi alkalno okolje v našem telesu, to pomeni, da ni placa za parazite, da ni placa za to, da telo divja za takimi ali drugačnimi zadevami. Zato tudi tisti, ki imajo v familiji kap, ali pa so sami dobili kap, ali pa imajo izredno visok pritisk, ali pa so v tveganju za kap, nujno mineralne kapljice. Ravno tako tisti, ki imajo poleg tega, da jih trese sladkor, zraven še stvari, kot so krči, trzanje mišic, napihnjenost v tem smislu zabuhlosti tudi, da se to vidi, recimo pri gležnjih tudi se vidi, že tukaj se vidi po zapestju, voda, da dejansko zastaja v telesu. To je treba takoj dodati minerale. Na laseh se tudi vidi, če se lasje fecrajo, na nohtih se isto vidi, to so dejansko minerali. In glejte, brez mineralov v telesu boste samo še cukor hoteli krepiti. Zaradi tega, ker bojo paraziti tega še hoteli več in zaradi tega, ker boste dobesedno osiromašeni, telo bo izčrpano in kaj bo hotelo? Hiter fiks, da pride do neke energije. In potem se zgodi, da vse, kar se vam čez dan dogaja, je tole. In temu se reče nihanje. Torej, vas vrže dol, nekaj poješ, cek, gre gor in potem spet tja in nazaj. Torej, samo nihanje. In vidite, da dejansko že z enim obrokom lahko ta tobogan, ki traja cel dan in je cel ringelšpil, za cel dan dejansko zmotiš. Zdaj pa, to so ene take osnove. Pa B-vitaminov. Če nimamo B-vitaminov dost, ne samo, da se bo to isto poznalo na laseh, pa na koži, pa na vsem ostalem, ampak se bo poznalo tudi potem, da vas bo tresel sladkor. Predvsem tisti, ki hrepenite po čokoladi, preverite, kakšno imate dejansko stanje magnezija in pa v kakšnem stanju so dejansko B-vitamini. To vam je tukaj bistveno. Zdaj, da smo si na jasnem. Jaz prehranska dopolnila dojemam kot to, kar so. In to so dopolnila. Prehranska dopolnila ne smemo uporabljati kot nadomestilo. Se pravi, jaz ga bom sral, ampak se bom jedel kakšne probiotike, pa v redu. Ne, to na dolgi rok ne bo šlo nikamor. Torej, treba je urediti bazno prehrano. In potem, ko uredimo bazno prehrano, se lahko začnemo igrati z dopolnili, zato da zadevo bistveno pohitrimo, bistveno uravnovesimo nazaj iz tistega minusa, ki smo si ga predelali. Kajti telo vedno izstavi račun in včasih ni več tako, da starost vpraša, kaj je počela mladost. Nažalost se ti računi že hitreje obračajo in že hitreje dobimo ta račun, kaj smo dejansko počeli. In kar naprej zaradi utrujenosti piti kavice in jesti sladkor, to dejansko nikamor ne gre. Ena zadeva, ki bi jo mogoče izpostavila tukaj v tem smislu, je definitivno, ko začneš, je definitivno ena fajna kura za zelišči, da te zadeve res zapustijo telo. Ampak bom to potem kasneje povedala, mogoče, ko bodo vaše vprašanja, če vas zanima kaj več od tega. Je malo neprijetno zaradi tega, ker jaz imam fajn prepucan organizem, ampak zdajle, ker 3 mesece ne jem sladkorja in sem začela v bistvu s to kuro, jaz sem prvi teden prdela, grozen je smrdel. Kaj je to šlo iz mene vse? Mislim, noro. Je pa res, da sem to naredila v tem pravem obdobju, potem tudi s to kuro v smislu s to formulo zelišči, zaradi tega, ker zdajle je najboljši čas.
Vi se lahko januarja, ko imate visoko motivacijo za spremembe v lifeu, ful trudite, da boste naredili neke spremembe, ampak v resnici za detoks, da grejo te zadeve ven in da res naredite nek nov štart, je najbolj primeren čas zdaj. Zaradi tega, ker narava nas podpira, zdaj nam veter piha v hrbet, drugače nam pa piha v prsa. In mi vemo, da lažje naredimo korak naprej, takrat, kadar imamo veter v hrbet. Tako da zdaj je čas za te zadeve in se definitivno splača. Zdaj, da bomo, kaj se bo zgodilo, no, zdaj pa tole. Kaj se bo zgodilo? Vi, ko se boste odločili, da boste nehali jesti sladkor, definitivno lahko pričakujete ful več sanj. Jaz zadnje cajte toliko sanjam, kakor v nosečnosti, ker tudi v nosečnosti veliko sanjaš, pa ne, nisem noseča. Torej, neprimerljivo se izboljša videz kože. Tukaj, te gube, ki se tukaj naredijo, ženskam, ki imajo, ki ful sladkorja jejo, se najprej tukaj gube naredijo. To so sladkorne gube, dobesedno. In ko nehaš jesti sladkor, se ti dvigne tukaj faca, dobesedno se ti dvigne faca, zboljša se ti koža. Ful več imaš energije, kilogramčki valjda grejo dol, ampak čisto posredno, meni osebno več pomeni to, da se izboljša spanec. Torej, spiš mogoče lahko manj, ampak ful bolj kvalitetno. Imunski sistem se nerealno okrepi. In tukaj bi rada povedala nekaj. To je tako noro, zdaj v tem času covida. Če bi ljudem rekli, a veste, kjer bi bil najjači ukrep? Nehajte jesti sladkor. Kajti, ko mi pojemo sladkor, so naše celice obrambe dobesedno pijane. Torej, imunske celice so zadete, so pijane, kadar pride cuker v naše telo. In Bog ne daj nesreče, takrat, ko se te loteva prehlad, ko so virusi na pohodu, ko vidiš, da nisi najbolj dober, takrat, če ješ sladkor, boš svoje obrambne protivirusne celice sam še pokosil, sam še bolj bojo pijane in pijan policaj, kako nas bo stražil, kako nas bo zaščitil, je težko, a ne? In recimo, jaz sem vedno to upoštevala in lej, trkam, nisem bila bolana, ne spomnim se kdaj. Kadar se me je prehlad dotaknil takole, da me je malo pogledal iz strani, v tistem trenutku stran cuker, klorofil našopat, D-vitamin našopat in manj jest. Zaradi tega, da telo svoj fokus in energijo ne da v prebavo, ampak da v procesiranje, borbo in vse te zadeve. In valjda ne gre zadeva naprej. Torej, kar se tiče imunskega sistema, ne čakati, da imaš vročino, da ugotoviš, da si bolan, ker te malo zašlata, nehaš jesti sladkor takoj, če ga sploh ne ješ, tako in tako niti do tega ne bo prišlo, ker se ti bo imunski sistem noro okrepil in dodaš seveda D-vitamin. Tako da, dajte si to zapomniti, nerealna je povezava med imunskim sistemom in med sladkorjem. In ta povezava ni v tem smislu. Zapomnite si, bolj boste jedli sladkor, bolj bodo vaše obrambne celice, ki vas varujejo pred virusi, bolj bojo pijane. In pijani vojaki vam nič ne pomagajo, zaradi tega, ker bojo vsi prišli čez njih. Isto velja tudi za otroke, ki jih je itak že v štartu treba vzgajati na prav način, da niso odvisni od cukra in da cukra ne dojemajo kot nagrado. Zdaj, ko nehamo jesti cuker, znatno se zboljša tudi dentalno stanje, dlesni, folk ima parodontozo in te scene najprej kaj morajo narediti. Veliko manj je tega nihanja v razpoloženju, ko si tečen, ko si živčen, ko si razdražljiv. Zmanjša se neprimerljivo, tako nore študije, koliko se zmanjša opcije za diabetes, za vse avtoimune bolezni, za raka. Zakaj? Zato, ker cuker povzroča vnetje v telesu. Tudi ljudje, ki imajo revmo, oni ne bi smeli jesti sladkorja, oni ne bi smeli glutena, nič, kar povzroča dejansko vnetje v telesu. In sladkor absolutno povzroča vnetja.
Tudi, če imajo ljudje težave z bolečinami v mišicah, pa sklepi, in pol jim rečeš, pa dej, veš kaj, lej, morebiti pa nehaj jesti sladkor in celi razdraženi od bolečine ti rečejo, a zdaj mi boš pa še to vzel, a ne. Torej, je tukaj povezava, v kateri nas ne učijo, zelo pomembna. Kar se tiče jeter, jetra so najbolj pomemben organ, ampak najbolj zanemarjen in dejansko obremenjenost jeter, ke ne ješ sladkor, se noro, noro, noro zmanjša. Tudi vsi organi so manj zameščeni, srce rata bolj zdravo in pa izboljša se spomin. Spomin se znatno, znatno izboljša. Zdaj, če bi pogledali pa naredili eno črto pod vsem tem skupaj, kaj bi ugotovili? Ugotovili bi, da telo gre v neko pomlajevanje. In ne govorim o pomlajevanje obraza, lifting. Govorim o pomlajevanju naših organov, naših procesov. Tukaj se začne. Zato imamo tudi recimo pri temu anti-age hormonskem programu za pomlajevanje, ki smo ga naredili, imamo celo knjižico zraven, tukaj seveda so zraven adaptogeni, ampak cela knjižica je zraven stvari, kako urediti prehrano, da je to brez cukra in kako res priti do perfektnih rezultatov, ki so več kot primerljivi z najbolj sodobnimi načini liftingov, s tem, da je to trajno, s tem, da je to varno, s tem, da je to odlično za celo in celo in celo in celo telo. Zdaj, kaj se zgodi, ko nehaš jesti sladkor? 20 minut po prvem obroku, ko ne boste jedli cukra, boste čutili ful več zadovoljstva in manj želje po repeteju, torej po tem, kar se tega tiče. 1 uro potem, ko ne boste jedli sladkor, boste čutili naval energije in produktivnosti. 1 uro potem. Ponavadi po cukru, čez 1 uro je padec energije. V tem primeru bo šla energija gor. 1 dan potem, ko ne boste več uživali cukra, se bo ful povečala želja po nutritivnih zadevah, torej po zdravih maščobah, zdravih vlakninah, zdravih beljakovinah in ta tretji dan bo jeba. Ta tretji dan bojo prve neprijetne posledice. Zavedite se, da sladkor je ekstremno odvisniška zadeva, tukaj ne govorimo odvisniška kakor, ne vem, tukaj govorimo o hardcore odvisnosti, a ne. Tako da lahko pride celo do glavobolov, lahko pride pač abstinenčna kriza, ki jo je treba prebroditi. Prebrodiš jo pa na ta način, da se zavedaš, da bo kriza prišla, da se zavedaš, da bo jeba, ampak da se hkrati zavedaš, da bo ta jeba minila. In da v tem času spiješ dovolj vode, pa klorofila, pa vseh teh zadev, ki ti bo v bistvu ful olajšalo. 1 teden po tem, ko boste nehali jesti cuker, boste že opazili kar prve večje spremembe, sploh v počutju, telo bo marsikaj sprostil in 1 mesec, čez 1 mesec, ko ne boste po 1 mesecu, ko ne boste jedli cukra, se boste počutili kot prerojeni. Kot da bi se vam dvignila življenjska energija, več boste imeli volje za nove spremembe, kar pospravljati boste začeli kramo po stanovanju, drugače boste videli kakšne zadeve, čustvene vampirje v vašem lifeu boste z lahkoto odpikali, vse zadeve na vseh področjih se bodo spremenile. Daleč od tega, da bi to bilo zgolj fizično, tudi psihično, vse zadeve in verjemite mi, če zdaj hrepenite po cukru, čez 1 mesec absolutno ne boste, ker ga enostavno sploh ne boste potrebovali. In če se boste zadeve držali 1 leto, kaj se dejansko zgodi po 1 letu? Praktično se ti zamenja tukaj in tukaj tkiv, vidno boste pomlajeni, koža bo torej pomlajena, organi bodo pomlajeni, da ne govorim o tem, koliko vam bo šla življenjska energija gor, tudi seksualna, tako da res,
res ogromno, ogromno. Definitivno boljši seks lahko si obetate, več energije, kar imate viška, bo šlo dejansko dol, fajn boste spali, prehlade sploh ne boste praktično več imeli, tudi slabega zadaha ne, manj denarja boste zapravljali za zobozdravnike, tudi veliko bolj se boste počutili, boljše odnose boste lahko imeli, dobesedno tukaj vpliva tudi na odnose in res je to neka taka zadeva. Zdaj pa, kaj je sladkor pravzaprav? A so to one praline samo, a so to keksi? Dejansko začnite pri pijači. Vse peneče pijače, ala Kokta, Fanta, Sprite, Coca-Cola, da bi imela na voljo Coca-Colo ali pa čokolado, jaz bi vzela reči čokolado, ker Coca-Cola ima verjetno več cukra noter, a ne. Torej, peneče pijače morate dati ven, tudi vse te ala zdrave sokove ven. Sok je cukor, ker nima vlaknin, vlaknine so pa tukaj bistvene. Alkohol pa je tekoči sladkor, torej zapomnite si, alkohol je tekoči sladkor in tudi tega ni v izzivu 30 dni brez sladkorja. Kaj pa je voda, kokosova voda, ki ne sme biti iz koncentrata, brezov sok, nesladkani čaji, torej niti z metom, to pa je to. Da so sladoled, čokolade, to je itak jasno, poglejte tudi ostale zadeve. Torej, sadje do 15. ure oziroma dopoldan, največ in potem je to. Zdaj pa lahko se prelisičite s ful zadevam, ki vas prime cuker, a ne. Recimo, popoldan, če boste po kosilu vzeli B-kompleks, boste že s tem videli, da ne boste hrepeneli po cukru. Definitivno pa tudi telovadba, da si rečete, lej, zdajle, ko bom hotel to 10 počepov varianta bom naredil, potem, da spijete več vode, na splošno, da spijete več vode, to vam bo ful zmanjkalo. Kajti, nekaj vam bom povedala, velikokrat mi žejo zamenjamo za lakoto. In to predvsem popoldan. In ne mi verjeti na besedo, prosim vas, ne mi verjeti na besedo, dajte sami probati. Bodite popoldne lačni, spijte vodo, počakajte 15 minut in mi povejte, če ste še lačni. Velikokrat torej se v našem telesu, sploh kadar smo fejst hidrirani, zamenja žeja in pa lakota. Tako da to je absolutno najbolj pomembno. Zdaj, če bi govorili o nekem suportu, da bi to šli fajn čez, definitivno smo rekli klorofil, veliko stročnic, okej. Stročnice bojo zelo pomagale uravnovesiti sladkor, žita, kot so amarant, bojo zelo, kvinoa je tole, sorry, bojo zelo pomagale, semena, jaz imam kar zmešane semena v kozarcu in jih dodajam zraven povsod, kjer lahko. Tole imam recimo črn riž, tudi krasna zadeva, črna leča, sploh črne stvari so super za naša ledvica. In pa definitivno veliko začimb, peteršilček je seveda tukaj perfekten in potem, če gledamo tukaj osnovo, pa gremo definitivno na ekozelenje zaradi klorofila, definitivno mineralne kapljice, zato da bo alkalno, B-kompleks sem rekla, probiotike sem omenila, kar bi pa vsem priporočala, da naredite v tem hladnem času, je pa s tem, to so pa vlaknine in pa zelišče, kar sem dejansko itak govorila že prej. Zdaj pa vidim, da je par vprašanj. Kaj je s sadjem? Tega tudi se izogibati. Izogibati se sadju v popoldanskem času. V dopoldanskem je okej. Velika razlika pa je, če ti poješ banano ali pa če poješ jagodičevje. Vso jagodičevje, dajte pretiravati z njim, kakor lahko. Tako da jagodičevje ni problem. Kaj je jagodiče? Maline, ribe, zborovnice. To je vse top, tudi zaradi bioflavonoidov in zaradi ostalih zadev.
Naravna sladka hrana, datlji so ok. Pravzaprav za ženske je datelj skoraj da obvezen, kajti 6 dateljev na dan bi ženska lahko pojedla in naj bi ji tudi pomagali vzdrževati neke v redu mere oksitocina. Tako da to definitivno jaz to predavam na vikendu, ko imamo za hormone in za pomlajevanje, in to je definitivno kul zadeva. Sladila, kot so kokosov sladkor, to so sladila, tega pa ne uporablja, torej to pa definitivno ni to. Kokosov sladkor seveda je tudi sladkor. Sirotka, okej. Definitivno nisem zagovornik ali pa ljubitelj sirotke. Če bi rekla, kaj je boljše nehati jesti, meso ali mleko, mlečne izdelke, bi bila v veliki dilemi in pol na koncu bi verjetno rekla, mleko in mlečne izdelke boljše, da nehaš kakor meso, če meso uživaš v zelo majhnih količinah. Govorim čisto tako, iz tega vidika prehrane, ne iz drugih nekih zadev. Mleko in mlečni izdelki povzročajo kar precej težav človeku. Seveda se moramo vedno vprašati, kakšni, a je to od krave, ki je bila nabita z antibiotiki, a je to kako drugače. Ampak če je bila tale sirotka vprašanje, kar se tiče beljakovin v prahu, naj povem, da imate ekološke grahove, konopline, vse žive možne beljakovine in dajte rej izbrati tisto. Stevia je definitivno ena izmed kul, kar se tiče sladil. Uporabi se jo tudi zelo, zelo malo, ampak glej, zdaj me sprašujete po stvareh, ki so vse cuker, a ne? Se pravi, ta človek je zmeraj naravnan o tem, da ga iščeš še vse glih. Glej, nekaj cajta ni meda, ni stevije, ni vsega ostalega, pa boste potem videli, kako pa kaj, a ne? Jaz nimam nič proti medu, ampak če si pa daš 2 žlici meda noter v čaj, ja pa ne vem, kaj pričakuješ, a ne? Glejte, vi morate izstradati določene parazite v vašem telesu, ki se futrajo s cukrom. Dajte jim narediti malo abstinence, a ne? Zato, da bojo šli stran, da se osvobodite, ker boste osvobodili celo telo. In kdaj v dnevu lahko jemo sadje? Datlje, dopoldan. Torej, po cirkadialnem ritmu je od 5 tam do 7 čas debelega črevesja, takrat bi mogli iti kakat. Od 7 do 9 je meridian želodca in v tem času je fajn, da imamo zajtrk, in v dopoldanskem času pojejte toliko sladkih, zdravih stvari, pač ne veliko, da boste cel dan to zrihtali. Zdaj pa, ogromno ljudi dopoldan poje premalo hrane in popoldan potem to hoče kompenzirati. Če boste vi jedli dovolj hranil, zdravih hranil dopoldan, vi ne boste imeli popoldan teh težav. Zvečer se sploh ne bo zgodil naval lakote. Torej, dopoldan je treba pojesti večino hrane, in pa kar se tiče sladke hrane, kakšno banano, jabolko, pa take zadeve, v dopoldanskem času, v manjši količini, z jagodičevjem pa lahko majčkeno več. Torej idealno, da se prav nauči okus, da ne potrebuješ sladkega okusa. Tako. Kako je z rastlinskimi mleki? Kokosovo mleko ja ali ne? Poglej, kar se tega tiče, koliko cukra ima dejansko noter. Jaz, kar se rastlinskega mleka tiče, kupujem, najraje si naredim sama iz konopljenih semen, ki je simpel kot pasulj, pa v Hoferju so imeli še tisti za 20 evrov, ki ful dobro ti naredi, zdaj menda nimajo več. Drugače pa pač poglej, nekatera imajo ogromno sladkorja noter, nekatera pa ne. Jaz od rastlinskih napitkov, če sem že toliko lena, da si ga sama ne naredim svojega, potem vzamem ovsenga. Evo. Kaj menim glede kombuče? Kombuča je fantastična zadeva, ki jo je najboljše delati doma. Torej, pripraviš si kombučo, kupiti je ne moreš, ker se daje in je prav, da se daje, ne?
In je perfektna, fantastična zadeva. Jaz imam obdobja, ko sem nora na njo, pa jo skozi delam, pa imam pol obdobje, ker imam malo pavze in zdajle imam obdobje, ker imam malo pavze. Tudi vodni kefir je fantastična zadeva in bo zelo, zelo pomagala, kar se tega tiče. Zdaj pa vprašanje, ti moraš kombučo futrati s ful enega cukra. Ne skrb, ta cukr ni zate, ta cukr je dejansko za ta skubi, za to mikrobiološko kulturo in to tale skubi je. Zdaj si grem pa jaz nalit en kozarc vode, vi mi pa napišite še vaše vprašanje, ok? Jaz grem pa sam po en kozarc vode. Ker veliko govorim. In se rada smejim. Kozje mleko. Lej, kakšno? A je to od sosedove krave iz ekološke kmetije ali je to konvencionalno? To sta dve stvari pod istim imenom, ki pa sta lahko 100 let razlike, kar se tiče same kakovosti. Zdaj, nekaj morate vedeti. Jaz ženske, ki pridejo na naš vikend za dušo, ali pa ki pridejo k meni na predavanje o hormonih, pomlajevanju, pa tak naprej, ne? One mene sprašujejo, Jasmina, jaz sem tebe slišala, si ti rekla, da moram jaz poslušati svoje telo. Ampak meni moje telo govori čips, čokolado, kekse. Torej moram poslušati to? Ne, zato ker to ti ne govori telo, to ti govorijo paraziti. Ko bo tebi govorilo tvoje telo, ti bo govoril, danes bi pa grenivko, danes bi pa brokoli. Moja hči je zadnjič naredila največjo dramo ever zaradi tega, ker je hotela jesti brokoli. Noro. Javorjev sirup, rižev slap in tapioka. Seriously, še kar me sprašujete o cukru. Ja, definitivno boljša varianta je javorjev sirup, ampak to je še vedno sladkor. Sploh recimo, če so tukaj težave s pljuči, super javorjev sirup. Ampak mi govorimo o enem obdobju, ki vas spodbujam, da naredite brez cukra. Pa tudi, če je to, se prodaja kot ne vem kako to zdrav. Se pravi, jaz bi bila ful vesela, da vi meni pišete, kaj pa kodrolistnati ohrovt, kaj pa lahko naredim iz, ne vem, špinače, whatever. Tako pa berem sam te zadeve. Kaj pa med, kaj pa stevia, kaj pa sirup, kaj pa ta slad, kaj pa slad. Pustite to, dajte to na stran za neki cajta. Ker jaz sama sem se tudi dostikrat ujela v to zanko, da sem potem rekla, ne, saj to je pa zdrav sladkor. In sem tega pojedla too much. Ni poanta tega. Poanta je, da greš pač malo izven tega. Kaj lahko vse naredim z brokolijem, cvetačo, ohrovtom, korenčkov, razen juhic? Vse to lahko daš v pečico, vse to lahko skuhaš, vse to lahko narediš kot Buda bol. Recimo, pri nas so Buda sklede ful popularne, zaradi tega, ker to pomeni, da skuhaš recimo majčken kvinoje, skuhaš majčkeno brokolija, cvetače, daš majčken zraven zelenolistnate zelenjave in daš to skupaj v veliko posodo, kakšen prelivček zraven in imaš odlično Buda bol skledo. Za katere vrste parazite v bistvu gre? Mislim vrsto. Okej, zdaj tako. Obstaja neznansko veliko vrst parazitov. In recimo problem testiranj na parazite tipa, ne vem, Adria-Lab in podobno, ki so sicer ful fajn, je v tem, da oni testirajo samo določene vrste parazitov. Jaz recimo vam čisto povem tako, jaz sem šla k njim na testiranje in meni ni pokazalo, da imam parazite, vseeno sem šla na
na en tak program in potem na koncu na kolon hidroterapijo in tudi vse te zeliščne pripravke, pa to sem uživala. In kaj je bilo? Iz mene so šli paraziti pošastni. Zaradi tega, ker je ogromno vrst. In ni zdaj pomembno, da ti veš, katera vrsta za katero vrsto se gre. Pomembno je, da ti spraviš iz telesa ven tisto, kar dejansko mede tvoj živčni sistem, kar mede tvoje hormone, kar ti odžira hrano in kar ti na koncu koncev vpliva na tvoje počutje. Zmrznjen, dear God. Kako si naj pomagam, ko bo čas krize po uživanju sladkorja, da gremo lažje čez to? Torej, Katika, kakor smo rekli, klorofil takrat uživej, malo čebulice si narediš, pa še kaj drugega, zelenjavo si pripravi, veliko vode spi, eko zelenje si takrat naredi, zmeri, ko te bo cukor zagrabil in počakaj. Pusti, da nevihta mine. To so ti triki. In pusti, da mine. Sej bo šlo čez. Treba je pa imeti pripravljen, bom šla prav iskat. Ful fajna zadeva. Okay? Jaz sem si naredila takle plakat. Sem vesela, da sem se spomnila. Takle plakat sem si naredila. In sicer na njemu piše, kaj so moji izgovori, da jem cukor. In vam bom povedala. Dopoldne. To je bil moj izgovor, da sem jedla sladkor. Saj je dopoldan ni tako lahko jem sladkor. Potem moj drugi izgovor. Sej sem dosti zelenjave pojedla. S tem res, da nevtraliziraš. Ampak ni to ta pravi izgovor. Slabo sem spala, sem utrujena. Naravno je, da hočem sladkor. Govorim izgovori. Sej grejo kile dol. To se mi je dostikrat zgodilo. Videla sem, da mi grejo kile dol, se zdaj pa lahko nekaj sladkega pojem. Se pravi, nagradila sem se z njim, kazen ne gre vse nekam, sej je domače, sej je ekološko, sej je zdrav cukor, sej je nekaj domačega, kaj je nekdo od bližnjih naredil, pa sej bom čist mal. Pa nisem nikoli. Torej, to so moji izgovori in jaz sem si jih jasno dala gor. Se pravi, to so izgovori, ki jih jaz uporabljam. Da se jih zavedam, da takrat, ko mi pride izgovor, se sem predvidevala, da se bo to zgodilo. Zdaj pa, vzroki. Vzroki, zakaj se to dejansko dogaja, da hočem cukor? Premalo beljakovin, premalo spanja, žejna, kazen ali pa nagrada, torej neka čustvena situacija, premalo B vitaminov, premalo klorofila, premalo mineralov. To so lahko vzroki. Zdaj pa, kakšen je moj plan? Kozarc vode, kadar hočem takrat, eko zelenje, formula, B-kompleks, proteini, skrajni primer, korenje, vzameš korenček, ga začneš grist, čaj timjan ali sveta bazilika, ful pomaga, ali pa kakšen tonik, to je iz adaptogenov, ki si jih jaz doma pripravljam. In pa sem si napisala tukaj zraven, zakaj to delam. Zakaj to delam? Ker zmorem za več samozavesti, več lahkotnosti, za boljši seks, da sem boljši vzgled svojih hčerki, da imam bolj močan imunski sistem, da sem bolj umirjena, to se meni ful pozna. Res sem ful bolj umirjena sem postala, nisem bila toliko razdražljiva. Bolj produktivna, več volje, več možnosti za obleči v garderobi, bolj ponosna nase in še bolj všeč mojemu partnerju. Jaz sem si to napisala. Zelo iskreno, surovo iskreno sem si napisala, kaj so moji izgovori, kakšni so vzroki, kaj je plan, ki me bo stisnil in zakaj to delam. In ko sem si to naredila, naj vam povem, da več kot en mesec pravzaprav niti enkrat nisem prišla v to krizo, da bi mogla iti tole gledati, ker sem si tukaj presneto zapolnila, ker sem uporabljala to tehniko, da sem vnaprej predvidela, kdaj me bo nesel.
In bila sem vmes na Zanzibarju, v rezortu, kjer so imeli vsako večerjo žblja sladic afriških, indijskih, unih, tretjih, onakih. Niti enkrat me niti ni, takole sem šla mimo, ni me ganilo, nisem se mučila, brez problema je dejansko šlo mimo. Jasmina, ali nam lahko tale svoj plan šeraš, da si izdelamo svojega? Lili, glih, kar sem ga šerala, tako da evo ga, povedala sem točno, torej napisala sem si izgovore, ki jih jaz uporabljam, ti si moraš pa za sebe napisati, katere izgovore uporabljaš. Napisala sem si vzroki, vzroki so iskreno lahko pri vseh isti more or less. To je, da smo pojedli premalo beljakovin, premalo spanja, da smo žejni, da imamo neko čustveno situacijo, da je premalo tukaj B-vitaminov, premalo tukaj klorofila v našem telesu, premalo vlaknin, tako da plan je lahko tudi podoben, torej kozarec vode, ekozelenje, formula za jetra in za črevesje, proteini, skrajni primer, čaj, timijan, sveta bazilika, tonik. Zakaj pa to delaš, si pa dejansko sama naredi. Zlato mleko brez meda. Ja, seveda, zlato mleko valjda brez meda, jaz nikoli ne dam med zraven. Če pripravljaš v rastlinskem mleku, zlato mleko, tako in tako, nič ne rabiš, kar se tega tiče, a ne? Krompirja bi se tudi morali izogibati. Torej, krompirja, sladki krompir ne bo delal probleme. Krompir, klasičen, pa kuhan korenje, pa koruza, ki imajo visok glikemični indeks, pa bojo delali probleme zaradi tega, ali pa gluten, ne, če greš na pico, ker ti bojo malo naredili to bogana. Torej, težje bo. Tako da na začetku definitivno mogoče manj teh škrobnatih zadev, manj te pšenice in tako naprej, zato da te še bolj ne meče na cukor. Kaj pa zeleni šparglji z mojega vrta na balkonu? Sveži v solati z rukolo. Ja, perfektno, Franc. Ti itak to vladaš. Halo, valjda zeleni šparglji. Jaz grem ta teden tudi malo naokrog na Primorsko, pa tam pa Istro, pa bom nabirala šparglje. Kje po tvoje je pametno uporabiti avokado? Matej, avokado povsod lahko uporabiš, lahko ga namažeš na kruh. Midva sva imela danes z mojim, sva jedla za kosilo zelenjavno juho, pa eni taki tale kisli kruh, na katerega sem dala gor humus, čičeriko, pa par kumaric, pa nek sirček, pa avokado, a ne. Avokado je fantastičen, povsod ga lahko daš zraven, lahko da daš v buda skledo, lahko ga ješ posamezno, ni da ni, povsod gre dejansko avokado. Mlečni kefir, Joži, tudi mlečni kefir bo naredil dober, zdaj, če ješ mleko, definitivno, ampak daj ga probi sama Joži delati, zaradi tega, ker bo imel več življenja. Torej, vse tisto, kar kupimo v trgovini, je že dosti pobito. To ni kakor včasih, ko je bil jogurt en dan po roku, pa si ga videl celega napihnjenega. Zaradi tega, ker je bil poln živih bakterij, a ne, zdaj pa temu ni več tako. Zmrznjen brokoli, zmrznjena banana, cimet plus kakao, božansko. Vse v redu, če ta kakao nima cukra zraven. Drugače pa cimet vam bo definitivno ful pomagal, da boste uravnali sladkor, tako da recimo v kosmiče zjutraj pa to, dajte si noter veliko cimeta in vam bo čez cel dan pomagal, da bo zadeva okej. Kurkuma je zakon povsod zraven, definitivno. Je še kakšno vprašanje? Drugače mi dovolite, da vas jaz povabim na en vikend, ki si ga skupaj privoščimo. Zdaj letala bo že čez en mesec. Na morju bomo, vikend na off se imenuje, to je vikend globoke sprostitve, tako da res se bomo na celični ravni sprostili to, kar rabimo, in tudi kakšno to znanje bo še predano na ta način, tako da vabljeni, da pridete na to. Tudi hojo po žerjavici bomo imeli,
Še eno brezplačno predavanje se bo zgodilo, mislim, da čez kakšen teden v živo, da se malo podružimo. V juniju itak veste, da gremo na Iš, mislim, da se polnijo še zadnja mesta, tam bomo en teden, fantastično bo. In pa v oktobru gremo v Egipt, tudi tam bo eno tako zanimivo potovanje. Sicer pa na klepetobkavi.si še enkrat imate tole 30 dni izziv, torej 30 dni brez cukra, in dajte mi javiti, prosim, kako vam gre in kaj se vam dejansko dogaja. Vikend na off bo med 27. in 29. majem, to je tisto res za globoko sprostitev, nabiranje divjih rastlin 18.6. Sprejeli bomo dosti malo ljudi, ker jih bomo res probali čim več naučiti. Po Mengšu bomo hodili od 10 do 2, to je sobota, torej 18.6. Ta dan bomo tudi hodili sicer po Žerjavici, to bo pa na Kureščku, in pa potem v Egipt gremo 9. 10. Tako da vabljeni. Za tele zadeve me sprašujete še, se pravi, tole se imenuje ekozelenje, danes imate tudi vsi kodo za brezplačno poštnino, dajte si jo počekirati. Pri tem bi vam rada povedala, da mi organiziramo dogodke in priporočamo določene res fajne izdelke, in so tu tudi naši viri, da lahko še naprej snemamo brezplačno izobraževalno vsebino. Ker kakor nikoli ne skrivamo in zmeraj poudarjamo, samo dopolnila ne bo nič naredila. Treba je imeti voljo, treba je imeti disciplino, treba je urediti bazno prehrano, treba je urediti v glavi in potem seveda tudi prehransko dopolnilo. Tako da mi prehranska dopolnila, ki jih priporočamo, dobimo seveda mi nekaj od tega in ta denar damo naprej za brezplačna izobraževanja v smislu tega, da snemamo oddajo, v smislu tega, da delamo take zadeve, da objavljamo novice in vse take zadeve. Aha, kura z zelišči. To je pa tole, to se pa imenuje formula za jetra in za črevesje. To so dobesedno taka zelišča, ki so noter skupaj z vlakninami, in to je tisto, kar res dela nore rezultate. Najprej boste prdeli, pa se vam bo spahval, pa boste šli na WC, pa bo tako hudo smrdelo za vami, ampak potem, ko boste čez 1-2 tedna dali to čez, se boste pa počutili najbolj lahki ever. Najbolj lahki ever. Tako da tale formula za jetra in za črevesje, eko je čisto ekološka zadeva, tole vam res priporočam, tole noro dobre rezultate dela. Jaz se vsak dan zbudim in dopoldan tole spijem, dosti vode je treba tudi spiti in se toliko sem zadovoljna s tem, ker ti res vrže iz telesa ven, tudi težke kovine, kakšne ti povleče in je res top zadeva. Formula ne vpliva na dojenje, pravzaprav vpliva pozitivno, tako da lahko tudi v času dojenja in ful v redu deluje. Tako da zdajle je čas, v Ajurvedi rečejo, da je zdaj čas ame in da te toksine spravite ven. Res, Odu formula, od Zemi dodaj upoštevaj. Tole je del Odu formule. Irma vam bo dala tudi linke, prosim, Irma, če daš linke direkt na izdelke gor, da ne bojo po spletni strani. Aha, napisala je Bojana, formula za jetra odličja, prijem jo že 3 mesece, odlična. Res, povem vam, ni človeka, ki ne bi rekel, da ta zadeva ni odlična ali pa da nič ni čuto. In ker se tako hitro začne dogajati in potem, ko vidiš, da že po parih dneh imaš, da ti gre dol, napihnjenost, da ti gre dol, da se tu bolj počutiš, da tu gre iz tebe, da dobiš še več motivacije in še lažje to uživaš in si še bolj zapolniš in si še bolj konsistenten. Tako da evo, zdajle je dala Irma gor link, torej ekološka podpora formula črevesja in jetra. Prosim, daj gor še za B-kompleks,
Omenila sem tudi ekozelenje, to je tisto, ko smo govorili o kisiku, pa daj gor še mineralne kapljice, lepo prosim, za to, da bojo imeli. Formula je seveda veganska. Alenka, vsi izdelki, ki jih priporočamo pri klepetu ob kavi, razen enega samega, ki je v goveji želatini, zaradi tega, ker je namen, da se zunanje uporablja, vsi izdelki so torej veganski. Tako da glede tega ne rabiš skrbeti, pa niso samo veganski, so tudi surovine ta prave, na ta prav način z njimi rokujejo, zato jaz potujem po celem svetu, da najdem ta pravo surovino in ta prave ljudi, ki to s pravim spoštovanjem tudi hendlajo, ker vse to je pomembno in veliko več, kot piše na sami deklaraciji, je tukaj pomembnih stvari, tako da definitivno. Ali lahko pri težavah z napihnjenostjo in bolečinami v trebuhu vzameš formulo za jetre plus probiotike s prebiotiki, ali je boljše nočno popravilo glede težav z bolečinami v trebuhu in z napihnjenostjo? Nočno popravilo je fantastično, ampak če bi hotel delati locirano točno na napihnjenost, pa bolečine v trebuhu, absolutno formula za jetra in črevesje in pa probiotike s prebiotiki, definitivno, to bi bilo super, bi pa rekla nekaj, spiti dovolj vode in pa vztrajati. Kadar smo zelo polni toksinov, polni ames, torej z teh stropnin, se lahko, ko mi zaštartamo kako tako zadevo, zgodi tako imenovan Hexheimerjev sindrom, ker je toliko toksinov, ki pridejo ven in takrat je dejansko potrebno nadaljevati, ne se ustrašiti, lahko se pojavi glavobol, lahko se pojavi slabost, lahko se pojavi velika utrujenost, takrat nadaljuješ in greš naprej in dobiš ta prave rezultate. In ravno ista zadeva, mogoče jo tukaj omenim, ljudje po covidu ne razumejo nečesa. Kadar pa nima veze, je to covid ali je žvovit ali je bovit, nima veze to, kako se imenuje. Kadar pride virus v naše telo, je naše telo v vojni. In to pomeni, da pridejo na eni strani in na drugi strani žrtve, mrtve celice, mrtve pizdarije, take in drugačne. In to je treba popucati. Po vsaki vojni to ostane. Če mi tega ne popucamo, to pride ponovno v krvni obtok in začne povzročati zelo težke težave. Zato vsi, ki ste po kakršnem koli virusu, morate narediti ta detoks, da se spravi ta zadeva ven, lepo počasi prideti nazaj v formo, ker če ta zadeva ne bo šla ven, bo prišla nazaj v obtok in bo začela povzročati večje težave, kot ste jih imeli v času virusa. Tako da ne se hecati. Je verjetno boljše probiotik vzeti zvečer na prazen želodec pred večerjo ali po. Hvala naprej. Matej, takale zadeva. Treba si je narediti življenje praktično. Torej, jaz osebno vzamem kar nekaj dopolnil in naredim si dve opcije. Zjutraj pa zvečer. Ko me fejst cukor zagrab, pa po kosilu vzamem B-kompleks. Probiotike lahko vzameš ali zjutraj na prazen želodec ali pa zvečer. Kakor sam začutiš, vprašaj svoje telo. Absolutno pa tole jemlješ v jutranjem času, lahko tudi natešče, ampak ogromno vode spiješ. Nočno popravilo, pa take zadeve, pa valjda zvečer, a ne? Tako da probi si bolj, zdaj ali po večeri ali pred večerjo, probiotiki zmeri boljš, da grejo na prazen želodec. Torej, na prazen želodec v smislu pred jedjo. Tako da definitivno pred jedjo. Upam, da sem odgovorila na tvoje vprašanje. A sem zakomplicirala? Cukra pri otrocih. Okej. Kak nasvet glede cukra pri otrocih? Tamara, z veseljem. Zadeva je taka. Mi ne smemo delati big deala s cukra. Mi ne smemo že v osnovi mi mu dajemo vrednost. Damo torto na mizo, pa smo tortica. Vse oni tega nimajo vse. Nimajo vse.
To se oni od nas naučijo. Torej, ne delati reklame za cuker. Ne delati reklame za cuker. In naj bo sladko nekaj, ja, ampak z vlakninami. Torej, ne sok, ampak jabolk, ki ima zraven vlaknine. Ne jim dati kakava sladkanga, da jim grenek kakav. Torej, ne cukra v osnovi dajeti, ne delati reklame cukru in dopovejte starim staršem, da to ni dobro za njih in da delajo, to je pa so zdaj besede Sanje Lončar, da če ji dajajo cuker, delajo iz njih bodoče kriminalce. Ker prvih 1000 dni življenja vsakega otroka je najbolj pomembnih in v tem cajtu čim manj vsega tega, vse se da nadomestiti. Naša Tamala je imela rojsten dan s krompirjevo torto, ki je bila top dobra. Ona meni, 2 leti je stara, ona pride meni v kuhno in reče, mami, eko zelenje bi. Otrok, 2 leti star, mami, eko zelenje bi. Pride in mi reče, zadnjič sem vam povedala, naredila dramo zaradi brokolija, mami, brokoli! Torej, vse se da, ampak najprej, saj veste, kaj pravijo, ne vzgajaj otrok, vzgajaj sebe. Torej, češ ti se tam basu naskrivaj s cukrom, ja, valjda, da bo otrok tudi hotel. Sebe poštimi in potem vse ostalo gre. A vam pokažem mojega mačka? A vi kdo videl rad mojega mačka? Kaj je rešenček, zdaj je že 3 mesece pri nas. A bi ga kdo rad videl? Ga bom pokazal. Ajde. Oli, Oli. Ade. Pokaži se. Pokaži se. To je pa Oljki. Ja, Oljki naša, ne? On ima pa, veste, kakšno hrano? On ima pa hrano iz žuželk in iz alg in iz rdeče pese, iz ekobrloga, tako da tudi za živali se zdaj dela taka malo drugačna hrana. Tako da evo, jaz se vam poslavljam, tole je za mene že precej pozna ura, tako da hvala lepa za vašo pozornost. Super vesela bom, če tole predavanje, ki ga boste dobili, pošerate s kom, ki se vam zdi, da bi lahko kaj pametnega zvedel iz tega. Super vesela bom za vsak vaš nakup, če ga boste opravili, zaradi tega, ker s tem zares podprete našo ekipo, ki snema vse te vsebine, zato da res ustvarjamo mogoče malo bolj zdravo družbo. In hvala tudi, če boste prišli na kakšen naš dogodek, pocukite nas za rokav, kjerkoli nas vidite, da se kaj pogovorimo in da res začnemo podirati vse mostove in začnemo graditi dejansko mostove in da začnemo podirati vse zidove, ki smo si jih v zadnjih 2 letih pa nasploh zgradili okrog sebe. Tako da hvala res iz srca, pa lepo se imejte. Hvala, čau. A noben nič ne bo vprašal živo, jed sem se, čau. Čau.